Dober dan, veste, da bo današnja oddaja sila zanimiva. Tako ali tako se in v medicini, in v kozmetiki veliko govori o kisiku. Vsi izdelki že tako rekoč skoraj da imajo označeno, da vsebuje kisik. Vemo, da brez njega hitro pride do staranja, ne, in še do hujših bolezni. In zato smo se odločili, da v oddajo povabimo prav magistro farmacije, ki se dejansko aktivno tudi ukvarja z aktivnimi kisikovimi spojinami. Kaj to je? Kaj je zdaj s tem kisikom v naših celicah? Kako naj pride, če pa zrak dihamo? Tako da lepo pozdravljam gospod Dominiko Tompo-Majcen. Pozdravljeni. Ta kisik, a mi lahko prosim razložite zdaj ta fenomen, kako naj gledalci si razložijo kisik v izdelkih? Vemo, da je na policah. Koliko kaj to drži? Ja, veliko govora je o kisiku kot samem, ki ga dihamo in ki vemo, kot ste omenila, da pomanjkanje vodi do raznih stanj, kot so staranje, obolenja, rak. Težko je pa nekako se opredeliti, kako kisik spraviti v samo celico. In tukaj imamo ravno na izdelke oziroma razvoj v ozadju, ki nam daje ne samo normalni kisik, ki ga dihamo, ampak aktivni kisik. Kaj to je aktivni kisik? Kakšna je pa razlika, na primer? To pomeni, da je kisik, ki nastane na samem mestu stika z kožo oziroma sluznico, ko pride do reakcije z mikrobi, se pravi z bakterijami, virusi ali glivicami, se te oksidne spojine, ki so v izdelkih, dejansko reagirajo z kovinskim ionom, ki so prisotni v teh mikrobih, in se na licu mesta sprosti voda in aktivni kisik, ki ga imenujemo kisikov singlet. To je ta dejansko aktivna oblika kisika, ki ga celica prepozna za svojega in ga sprejme vase. In v samem celičnem nivoju potem aktivira oksigenacijo, ko ravno govorimo, a ne pomanjkanje kisika, se pravi celico oksigenira, jo energetsko napolni in aktivira njen mehanizem obnove same. To je dejansko en najboljših približkov sistema oksidnih spojin, ki jih naše telo, naše imunske celice proizvajajo. Naše imunske celice proizvajajo peroksidne spojine, to so oksidne spojine in drugi oksidi, ki reagirajo kot prva obrambna linija pri obrambi z mikrobi. In postopek reakcije je popolnoma enak. Sprosti se aktivni kisik, ki to izvede, oksigenira in regenerira celico. Dejansko je bilo pa zelo malo raziskanega na področju lokalne uporabe, se pravi na površini kože in na površini ustne sluznice v naših ustih, ampak se je pokazalo, da dejansko pride do enakega efekta, enake učinkovitosti, ki smo jo pokazali preko naših izdelkov, ki so jih ljudje sprobali. Aha, ampak dajva iti od začetka. Torej, vi ste kot magistra farmacije se odločili, da boste združili krog ljudi, znanstvenikov, strokovnjakov na svojem področju in raziskali, kako to dejansko spraviti v tubico, naprimer, da lahko potem konkretno nekdo uporabi, ne? Dejansko je to splet okoliščin. Študij o samem učinku aktivnih kisikovih spojin obstaja ogromno na svetu, ampak problematika je bila stabilnost teh spojin. Te spojine zelo hitro odreagirajo, zelo hitro razpadejo in se potem tudi njihova učinkovitost ne more dokazati oziroma videti. To smo v bistvu mi uspeli v 3 letih razvoja, ki smo ga naredili, da smo stabilizirali proizvod z, bom rekla, stabilizatorji, ki niso nevarni, niso toksični za organizem, da se mi rečemo food grade, se pravi, če tudi vi tekočino, ko date v usta, popijete, zaužijete, ni nič narobe, je dosti varna. S tem, da tudi ni nobenih stranskih učinkov, bom rekla, ali pa neželjenih efektov na koži, da bi bile kakšne draženja ali rdečine ali podobne stvari, ki so navadno povezane z kemikalijami, ki so v teh izdelkih, kar so oksidativni izdelki. In to je nam uspelo v bistvu izolirati, odstraniti, narediti izdelek čist, da je čim boljši približek res tega biološkega oksida, ki ga naš imunski sistem proizvaja, in dati tudi v embalažo, ki ne reagira z sestavinami. Kot smo že rekli, te sestavine so izredno reaktivne, hitro razpadejo in tudi embalaža je bila en večjih problemov, namreč vse karkoli je bilo notor, ali od vzmeti, od pršilke, ko imamo pršilko, imamo tudi vzmetko noter, mora biti vse iz materialov, ki ne reagirajo, da ne uničijo ali da ne povzročijo razpada teh spojin. Tako da je vse prilagojeno na to. Ampak s čim si lahko pomagamo? Naprimer, zakaj lahko uporabimo neko aktivno kisikovo spojino? Naprimer, če imamo
kakšno težavo? S kožo? Mi smo zdaj dejansko razvili izdelke za kožo in za nohte. To je površinski učinek na koži, vi se posprejete, da ste gel, rečemo za kožo, in aktivne kisikove spojine, dejansko smo mi mislili zelo ozek spekter, se pravi, vemo, da deluje na oksigenacijo, deluje odlično na gube, na regeneracijo kože, deluje fajn proti pigmentnim madežom, kot antiseptik za rane, ampak dejanski učinek se je pokazal dosti na širšem spektru. Dejansko je izredno dobra pomoč pri vseh stanjih, reče suhe, izsušene, razdražene kože, alergične kože, kože po laserskih, rečemo, posegih, odstranjevanja dlak, in ko pride do kakšne urtikarije, rdečine, to znatno se zmanjša, ublaži. Dermatitisov, glejte, je ogromno. Se lahko pogledamo zdaj to fotografijo, ki ste jo tudi nam poslali. Če govorite torej o koži, bi prosila tehnika v režiji, da torej pokaže, da bodo gledalci vedeli, o čem govorimo. Torej, zakaj se uporablja na koži, če imamo opeklino? Če gre za gube? Tudi za opekline, glejte, je vse posod, v bistvu vsa stanja, kjer je potrebna regeneracija kože. Se izredno hitro vidi ta učinek, izredno hitro zgine rdečina, poroženela površina, kot je pri raznih dermatitisih. Ena od teh stvari je tudi akne, seveda, rozaceja. Za mlade, ja. Odlično se očisti, se nanaša gel, ki penetrira, prodira v kožo in uniči tele, bom rekla, lojne folikle, bakterijska žarišča. V kolikšnem času je tole bilo, naprimer? Koliko časa potrebuje koža, da se tako regenerira, kot smo videli zdaj? Glede, akne so kar trdovratna stvar in algoritem zdravljenja ali tretiranja aken je trdovraten. Minimalno 14 dni je potrebno čiščenje z raztopino plus gelom, da ima čas prodiranja v kožo. Namreč ti folikli so zaprti. In 14 dni je treba vztrajati striktno 2krat na dan, čiščenje, nanašanje gele, da se tudi tretira samo stanje, ko prodre to pod kožo, v te folikle, ko se bakterije začnejo odstranjevati, se začne pa proces regeneracije in obnove in potem gre znatno, se vidi izboljšanje. Po 14 dneh se začne regeneracija tega stanja in potem se v roku enega meseca se stanje znatno izboljša. Bova še povedali, zakaj vse se uporablja, lahko pa nas tudi pokličete v studio in kaj več povprašajte tudi mojo gostjo, ki je magistra farmacije, torej ukvarja se z aktivnimi kisikovimi spojinami. Samo na eni fotografiji zdaj vidite v bistvu težave s kožo, še bova govorili o dermatitisu, suhi koži, glivicah, potem tudi parodontozi, tako da lahko pokličete 01 237 3366. Sicer pa, spoštovani gledalke in gledalci, za več vprašanj boste imeli tudi še popolnoma brezplačno številko 080 11 74, kjer pa so v bistvu tudi ostali na liniji in vas lahko kaj več podučijo, glede na to, da verjetno pol ure ne bova toliko povedali, vsak ima svoj problem, drugače pa vsi tisti, ki boste želeli imeti te izdelke, jih lahko na tej številki tudi naročite. In glede na to, da so izdelki na voljo v klubu Prima, boste dobili tudi popolnoma brezplačno poštnino in še osebno svetovanje moje gostje, magistre farmacije, gospe Dominike Tompa Majcen, tako da 080 11 74 je telefonska številka. Zdaj pa bova tudi kaj več povedali, torej, kako uporabljati te izdelke in zakaj. Za kožo sva videli. Luskavica je velik problem, vidimo, ne? Luskavica na koži je izredno težek problem. Ljudje uporabljajo navadno zdravila, se pravi kortikosteroide, pa druge pripomočke, ki tanjšajo kožo, ampak da je to začaran krog, ker pač nima kaj dosti izbire. S tem se tretira koža, v bistvu prizadeta zaradi luskavice, in se 2krat na dan pospreja, se počaka, da se posuši in se koža regenerira. Rekla, manjši primeri luskavice smo imeli izredno hitro in izredno dobro izboljšanje stanja že po enem mesecu, 2 mesecih tudi so stanja, ki zgine. Ko pride do ponovnih izbruhov, ker je to notranje povzročeno, se potem kontrolira, ker se takoj začne uporaba izdelka in se takoj tudi zavre. Je pa to odvisno tudi od površine, seveda, kolikšno obsežno je stanje pojava luskavice. Čakajte, tole, kar imam tukaj, ne, to je za nohte, konkretno za... Lahko uporabljate, torej tisti, ki imate luskavico, kaj, posprejejo? Tako, komolce, kolena oziroma kjer pač je prisotna. Če gre za obraz in te obrobne dele lasišča, se navadno daje gel, ker ga lažje nadzoruješ, da ga lažje apliciraš na ta področje in pustiš. Cene bomo dali zdaj čez cel ekran, da bodo gledalci lahko tudi videli, kako to, tako da vidimo, kako deluje torej na koži. Ja.
Torej, Enostavna uporaba, se samo pospreja, se počaka, da se posuši, koža ni mastna in ne izključuje uporabe drugih izdelkov. Vsak človek je nekaj navajen uporabljati, kakšna mazila, kreme, olja, zato ker takšna koža, ki je prizadeta, je tudi navadno izredno izsušena in dejansko je potrebno samo teh 5 minut, ko je po nanosu raztopine ali gela, da se dejansko sprosti ta aktivni kisik, da ima čas prehoda v celice, se pravi od 5 do 10 minut se počaka in na to lahko v bistvu, če čuti človek potrebo po kakem dodajanju kreme ali neke snovi za elastičnost kože, mehčanje kože. Kar čez, ampak primarno se da tole, da se ta kisik sprosti in gre v celice, potem se pa lahko dodajo drugi izdelki. Enako velja za obraz. Če imajo ljudje na primer izdelek zaradi gub ali zaradi nege ali zaradi kakšnih dermatitisov na obrazu, nanese se gel, običajno damo na obraz gel, lahko se seveda, če je dekolte in večji predeli, tudi pošprica, se počaka, da se posuši in dejansko potem lak nanašajo, kar želijo. Ne izključujejo uporabe nobenih drugih izdelkov. Zanimivo, v bistvu, da ste se tako iz stroke, no dobro, to je vaše področje, če ste magistra farmacije in potem ste videli, da očitno nekaj manjka, ta del in ste se sami odločili, da boste združili torej v bistvu strokovnjake na teh področjih in ste v laboratoriju verjetno izdelali. To je inovativno v bistvu, če še tega ni. Je inovativno, dejansko tega izdelka na tržišču ni, da bi bil v tej čistosti, v tej fazi razvoja, da je tako vse prilagojeno in da dejansko res nimamo nobenih stranskih neželenih efektov na koži, kar se vidi po čistosti spojine takoj, ker vi drugih oksidnih spojin dejansko ne morete kar tako nanašati na kožo. Smo edini, ja. S tem, da tole kot terapevtska kozmetika je dejansko narejena kot terapevtska kozmetika zato, da je dostopna ljudem, da se dobi lahko, v raznih teh specializiranih trgovinah, lekarnah, salonih in podobnih stvarih, se pa je dostopnost, da je čim bolj dostopna ljudem. Medtem ko primarni cilj našega razvoja so pa bili primarno izdelki za usta. Tukaj smo iskali. Samo ko ste omenili torej dostopnost, torej naši gledalci lahko več vprašajo na številko 08 11 74. Kako to, da ste izbrali v bistvu potem klub Prima? Zato, ker je to klub, ki se dejansko uporablja tudi za zdravje in približa vse stvari in nakupe in informiranje ljudem. Oni pokrivajo kar velik segment ljudi in potencira in pospešuje dejansko koncept zdravja. Tako da lahko pokličete vsi tisti, ki boste naročili kakršenkoli izdelek, boste dobili popolnoma brezplačno poštnino in še svetovanje moje gostje, ki je, kot sem omenila, magistra farmacije, torej ukvarja se z aktivnimi kisikovimi spojinami. Zdaj so povedali, zakaj se to uporablja, kako. Greva pa še naprej, glede na to, da ima veliko ljudi tudi težave v sami ustni votlini. Parodontoza je velik problem, potem implantanti, potem druge, v bistvu umetni zobje, če tako rečem, aparati. Kaj povzroča, s čim imajo težave? To je vaše področje. To je dejansko stanje v ustih, je obsežno, kar se tiče problematike. Od parodontoze, ki dejansko nima zdravila, nima razen čiščenja, tretiranja in seveda algoritmov tretiranja parodontoze, ni izdelka, ki bi vplivalo na izboljšanje. Aktivne kisikove spojine imajo študije in imajo dokazano vpliv na izboljšanje, zaviranje procesa parodontoze. In kar je za poudariti je to, da danes je proces same parodontoze, ni to problematika starejših ljudi, ampak se začne že pri zelo mladih tudi, je kar nekaj vidnega. In enostavno je fino, da so aktivne kisikove spojine brez alkohola, brez klorheksidina, se pravi brez substanc, ki se jim drugače v zobni negi in higieni nekako izogibamo, če se le da. So učinkoviti antiseptiki, delujejo proti bakterijam, ampak imajo pa tudi svoje stranske učinke in je zato limitirana njihova uporaba, bom rekla časovno, je bolj za akutno, za hitro, za delovanje. Ampak za vsakodnevno nego, neomejeno uporabo, za tretiranje od parodontoze, vnetja, poruvanja zob, operativnih posegih, kandidija na jeziku recimo, ker imajo tudi ljudje, rečemo od onkoloških, tisti, ki so na radioterapijah, od teh, ki imajo AIDS, hepatitis, imajo te močnejši padec imunskega sistema in imajo kar kandidija z obloge na jezikih, te obloge bele, če se spomnim.
spomnite. No, tole se zelo lepo s tem odstrani in jaz mislim, da to je ena redkih stvari, ki za ta stanja pomaga. Kar je nas presenetilo, je izredno dober učinek na afte. Afte sploh niso zanemarljiva problematika, ogromno ljudi ima afte. Poglejmo tale samo fotografijo, bi prosila, torej, kar se tiče same ustne votline, da se tudi gledalci pogledajo. Torej, afte, ne? Samo potem pomeni pošpricamo v usta. Ali se da, če so večje ragade, če je obsežnejša tele ragade po površini ustne sluznice in jezika, se da, jaz bi kar raztopino priporočala, zato ker se lahko več zaužije. Ampak tekom dneva za v torbico se lahko uporabi, pa potem tudi sprejček, ki ga lahko sprejate večkrat na dan. A tukaj po dlesnih? Kjerkoli je, pa usta sama, nič hudega, tudi če se zaužije, nima nobenih stranskih učinkov, se pravi, je food grade stabilizator noter, da mi smo to testirali tudi po pol flaške, pa ni nobenih nekih efektov. Kava se tudi veliko popije, cigareti naredijo svoje na zobeh. Beljenje, čiščenje zob. Da gre za naravno beljenje kot takšno? Jaz niti ne bi rekla beljenje, jaz bi rekla oksidacija, zato ker so oksidativne spojine in dejansko vsi imamo bloge čaja, kave oziroma od razne hrane in ko si umivamo zobečenje, nekih benilnih sredstev uporabljamo, v bistvu se navadimo na tisti ten zoba, ki ni več bel, kot smo ga imeli v mladosti, rečemo. In ko to začnete uporabljati, že po 2-3 dneh se vidi. Sam ob blagem ščetkanju grejo vse obloge dol. Tudi kamen se raztaplja, to je odlično. In zato tudi to preventiva pred parodontozo, ker raztaplja kamen, ki se nabira pod dlesnijo, ki ga mi še ne zaznavamo, ne vidimo, on pa že aktivira procese, rečemo, tega bakterijskega vnetja. Tako da lahko pokličete na številko 08 11 74. Gre seveda za telefonsko številko, kjer lahko več povprašate. Kar se pa tiče samega kluba Prima, glede na to, da je moja gostja povedala, da si je našla tudi pot, kjer lahko dostopa do vseh tistih, ki že tako živite zdravo oziroma znate uživati življenje. Torej, klub Prima kot tak združuje strokovne nasvete, tudi naše gostje, poučne, zanimive vsebine in tam lahko dobite izdelke, ki pa jih prejmete na dom samo, mislim, brez poštnine, tako da se vam izplača, sicer pa dobite ob naročilu tudi strokovni posvet. Glede na to, saj veste, ko imamo enkrat težavo, začnemo uporabljati, vidimo, koliko vprašanj se nam potem še pojavi in je v bistvu tako zares strokovni nasvet vas več kot dobrodošel. Ja, dejansko, mi imamo ogromno klicev vsak dan, ljudje imajo razne težave in potem to mi tudi spremljamo, seveda, če stranka dovoli. In moram reči, da v vseh teh letih nismo imeli niti enega, bom rekla, stranskega učinka. Pri kozmetiki bi zdaj, glede na to, da je poletje, dala mogoče samo eno opozorilo, da ne govorimo zdaj o stranskem efektu. Pri določenih ljudeh mi imamo v navodilih in opozarjamo, da se ne nanaša po poraščenih delih. Seveda ljudje nanašajo tudi po lasišču, če gre za luskavico ali za razna stanja na lasišču, s tem, da se mora povedati, da se lasje posvetlijo, lahko to so oksidne spojine. A to je dobro za narastek, za gospe. Ja, za blond je super tole, za temne pa verjetno manj. Treba je to opozoriti, mi tudi obveščamo vse ljudi, ki se s tem bavijo, ki rokujejo z našimi izdelki in jih prodajajo ali dajejo v roke strankam. To je treba povedati, ker namreč izredno dober efekt je tudi na lepotnem nivoju, na kozmetičnem nivoju. In ko to ženske, tudi moški seveda, ugotovijo, koliko to fino deluje na gube, potem se začnejo sprejati takole, na pobrveh, po trepalnicah. Če vas pogledam, imate zelo malo gub, res, tako da zelo lepo kožo ima moja gostja, ampak ne morem prekinjati gostje, medtem ko govori, mi pa javljajo, da imamo klic, ampak sem vas pustila, da dokončate, da tudi gledalci, ki nas gledajo, slišijo do konca, da vas ne prekinjam. Dober dan pa klicočemu, se opravičujem, ker ste čakali na liniji. Dober dan, lepo pozdravljeni, obe lepo pozdravljeni. Vaša gosta bi pa rada vprašala. Zanima me, kako je z glivicami na nohtih, če imate kakšno povratno informacijo v zvezi s tem. Dejansko imamo, mi smo s tem začeli in tretiranje glivic na nohtih je ena velika problematika. Ljudje navadno uporabljajo razne izdelke, ampak ne vztrajajo do konca, ker pač ti izdelki izboljšujejo stanje, ne pa odstranijo, bom rekla, 100% glivičnega obolenja. Z izdelki, ki temeljijo na aktivnih kisikovih spojinah, je uporaba izredno enostavna. Se pravi, se 2-krat na dan pospreja, počaka, da se posuši. Pomembno
pomembno je, da se spreja celotna površina, se pravi ne samo okužen noht, ampak da se pospreja tudi površina med samimi prsti, se pravi ali gre to za roke, ali gre tole za noge, se pravi in koža in nohti, tako da se preprečuje prenašanje glivičnega obolenja in pa da se tretira sam oboleli noht. Kaj se tiče zdaj glivic, je to, aktivne kisikove spojine ne ločujejo med posameznimi sevi, ampak pokrivajo vse seve in to je razlog za visoko učinkovitost, bom rekla, tretiranja glivičnih obolenj. So izredno učinkovita pomoč pri teh stanjih, namreč targetirajo vse glivice in treba je pa biti pač vztrajana, treba je odstranjevati, piliti noht, ki je okužen čim bolj, tako da substanca ima tudi pantenol noter, ki omogoča, da prehaja milimeter za milimetrom v strukturo nohta, ampak vseeno površinske dele je treba odstranjevati, redno piliti, negovati in stričiti, tako da ta okužen del gre čim prej ven, da ga izstrižemo. Ker sama struktura nohta, ki je izredno poškodovana, se dejansko ne more kar zregenerirati, ampak noht, ki zraste za njim, pa je zdrav potem. In to je zelo pomembno. Tako da to traja par mesecev lahko, par mesecev splača se pa vztrajati. Hvala za vprašanje. Lepa hvala na informaciji, to me je zanimalo. Hvala vam. Sicer, če imate še naslednje, če ima kdo še kakšno vprašanje, lahko pokliče na 08 11 74 ali pa v studio v tem primeru, če v tej pol urah seveda ne bova veliko povedali, ampak veliko je izdelkov na trgu, proti glivicam tudi, potem pa je kar težko gledalci takole vedo, kaj pa izbrati, kako delujejo te stvari. Kar se tiče samih glivic, ste mi tudi poslali posnetek prej, potem lahko prosim tehnika, da pokaže tudi ostalim gledalcem. Torej, kako naj vedo, kaj izbrati? Ja, gledajte, težko je. Zdaj, jaz bi rekla tako, za dobro tretiranje, ki so ga imajo tudi v drugih institucijah, ki jih lahko dobijo, so antimikotiki, ki jih imate v tabletih in pa v kremah, sprejih. Tukaj je problem ta, da tablete so dosti težke za prenašati in je malo ljudi, po statistiki je manj kot 2% ljudi, ki vztraja na tabletih do konca, to je 3 mesece minimalno. Če se pač okužba ne odstrani, je še to dodatne 3 mesece in je malo, procentualno res malo ljudi, ki vztraja do konca, s tem, da je potrebno še lokalno tretiranje in če se gre za antimikotike, je to tako, da pač določen antimikotik pokriva določen spekter glivic in možnost glivičnih okužb na nohtih je pa lahko, bom rekla, se kombinirajo med več kot 100 sevi. Težko je najti točno takšnega, ki pokriva točno tiste seve. Boljše je, če se kombinirajo, s tem, da z aktivnimi kisikovimi spojinami te problematike ni, ker targetirajo vse glivice. To se pravi, Torej, če kupijo, zakaj pa se potem ta mala steklenička uporablja? To je pa gel. Gel dajejo zlasti v salonih, kjer je medikura, pedikura, kjer pride za vraščene nohte, poškodbe, recimo, kjer pride do granulacije nohta, se to kot eno divjo meso naredi, se gnoji, rdečina in gel ostane dlje časa na površini. Čistko, najprej posprejajo, pa potem še dodatno navadno dajo, aplicirajo gel, ta gel dlje časa penetrira in bordira v kožo in zelo dober debri, bom rekla, odstranjuje te gnojne predele, otečenost, rdečino. A je lahko potem, če omenjate pač gnoj kot takšen, se lahko to uporablja tudi na koži pri drugih stanjih, ne samo glivičnih? Ja, to je, gledajte, rance, opekline pa potem? Opekline imamo tudi izredno dobre rezultate, namreč rdečina ali pa pekoč občutek, zlasti pri otrocih smo tudi to gledali. Če je neposredno po sončni opeklini, da se pospreja po prizadeto področje, tisto srbenje in bolečina, pekoč občutek zelo hitro mine. In koža se zregenerira, tako da se ne lušči, ne nastanejo mehurji, potem neverjetno. Torej, tole stekleničko v bistvu bi lahko uporabili, glede na to, da vsebuje aktivno kisikove spojine za več stvari. Torej, ta cena v bistvu, ki potem imamo, če tako pogledamo, 100 ml, malo manj kot 35 €, uporabljamo lahko za različne stvari. Od nege do čiščenja, do tretiranja raznih težav, do rane. Jaz mislim, da so to izdelki, ki bi jih mogla imeti vsaka domača lekarna doma. Tudi izredno dobro za na pot, zato ker je 100 ml, je tudi za avion in zato smo s tem namenom naredili embalažo 100 ml. Enostavno za aplicirati, ker se enostavno pospreja.
Tako da jaz mislim, da to je stvar, ki bi mogla vsaka družina imeti doma. Če ste omenili letalo, velikokrat uporabljajo gospe razpršilo za obraz, ne? Ja. To pomeni, zdaj lahko tega uporabljajo. Lahko, s In tem, da ne kisik. pazijo na obrvi, in na te stvari, ki smo rekli, da ne bo posvetlitev. Ja, efekt bom jaz rekla, to spet ni bilo z naše strani gledano, to je bilo raziskano dejansko pri kozmetikih in pri ljudeh, ki so tretirali za lastno nego. Sprejanje po površini obraza, dekolteja, to ima izredno hiter in izredno dober efekt na gube. Spoštovane gospe gledalke, ste slišali, ne? Torej, gube, pigmentne Madeži, ja. Dermatitična koža, tudi omenili ste otročke, ne? Je varen, je tudi za otroke, bom rekla, mi sicer status otroka je od 6 let naprej, tako da drugače mora biti pod nadzorom staršev ali nekoga, ki se spozna na to. Seveda. Drugače pa je varen in za starejše, za odrasle, za otroke, za vse. Drugače pa, torej, ali lahko mogoče še pogledamo, ko ste prej govorili, kar se tiče ustne higiene, imamo tudi fotografijo, ne, torej samega zobovja kot takšnega. Ali to uporabljajo bolj starejši? Ne. Kaj pa tisti, ki imajo proteze? To je tudi za otroke, zato imamo dva odmerka. En je forte, eden je senzitiv in oba sta v formulaciji spreja in pa ustne vode, tako da je res enostavno za uporabljati. Za ljudi, ki imajo občutljivo ustno sluznico, to je nekako po statistiki približno 2 do 3% ljudi, to pomeni občutljiva ustna sluznica ne to, da imaš ti neko težavo, parodontozo, vnetje in te boli, to pomeni, da to so ljudje, ki že cel življenje iščejo posebne zobne paste, posebne zobne ščetke, ustne vode, ker jim je vse premočno. Oni so občutljivi. In takrat priporočamo seveda senzitiv izdelke, se pravi z nižjo koncentracijo oksidne spojine, in pa za otroke, ki imajo, rečemo tele, ne samo otroke, ampak tudi ljudje, ki imajo navadno tele bracise, se pravi aparatke, zobne aparate, proteze za usta. Tudi če so, rečemo, snemljive proteze pri starejših ljudeh, pa imajo že svoj tretma čiščenja s tistimi tabletami, od Curaproxa in vsega, se splača posprejati, zato ker se dlesno obnavlja. Dlesn se regenerira in oksigenira, tako da se fino da raztopina, se požvrkla in da ven. Medtem ko za normalno ustno sluznico, kadilce ali ljudi, ki imajo kakšne težave, je pa forte in se pač uporablja oboje, tako da se priporoča najprej umiti usta normalno, za ščetko in zobno pasto, ki jo uporabljamo, da se zmanjša nivo, rečemo, bakterij v ustih, potem se da pa sprej oziroma ustna voda, se čisto narahlo poščetka ponese za ščetko po ustnih, po dlesnih, po zobeh, če hočeš malo bolj bele zobe, še zobe poščetkaš, požvrklaš, tako da mine enih 30 sekund in izpljuneš. Splača se pogledati takoj, ko se to naredi, se splača pogledati, si pogledajte dlesne. Ker tam, ki je večji na nos, bom rekla, bakterije ali kamen ali že kakšno vnetje, ki mi ga sploh ne opazimo, se naredi en bel rob, ki traja tam enih 5 minut, potem pa se izveni, zgine. Ampak tisti bel rob je zaradi tega, ker je večja koncentracija tega oksida prehaja v tkivo, v dlesen in se naredi zaradi tega ta bel rob, je vaš pokazatelj, da tam neko vnetje se odvija, ali pa kamen, ali pa neko višji nivo bakterij. Torej, potem samo poveva za tiste, ki so se nam mogoče pridružili in niso na začetku slišali. Kako te aktivne kisikove spojine delujejo na naše celice, na kožo, na dlesen, kaj naredi? Torej, prodre dejansko kisik do celic? Na površini v bistvu delujejo antiseptično, se pravi, targetirajo bakterije, viruse, glivice, ker smo omenili, kjer pride do reakcije, nastane v tej reakciji voda in kisikov singlet. Se pravi, prva faza je uničenje mikrobov, ki so, rečemo, na tej površini. Kisikov singlet, ki se pa sprosti pri tej reakciji, gre v celico, ga celica prepozna za svojega, pa poveča nivo kisika dejansko v celici, se pravi, jo oksigenira, jo neguje, jo regenerira. Aktivira v sami celici postopek regeneracije in tvoja celica se sama dejansko obnavlja. In to je zato pomembno pri vseh stanjih, kjer je težava na koži. Imamo samo še nekaj minut do konca oddaje, pa že lep čas, nekdo spet čaka na liniji. Dober dan, pozdravljeni. Bomo še sprejeli tudi vas. Lep dober dan. Tukaj pa Bernarda. Veste kaj, mene pa zanima, ker je tale govor izjemno zanimiv, kako bi, zelo sem podvržena temu herpesu in pa tudi herpes zoster. Mislim, da če je mogoče tudi na tem vašem preparatu kakšna, če je mogoče ta vaš preparat tudi uporaben za to. Ja, hvala za klic pa za to vprašanje. Dejansko tudi herpes... Tudi herpes je ena od neredkih stvari, od herpesa na ustnicah, bomo rekli, se soočamo kar z njim. Za te stvari običajno uporabljamo gel,
Zato, ker obstane bolj dlje časa in tu je eno zlato pravilo, dejansko izredno dobro deluje. In deluje tako, da ga morate takoj, ko začutite, da se začne pojavljati, da čutite pritisk v tem predelu ustnice, bom rekla, ali pa kože, se nanaša gel in ga vi nanesete neprekinjeno 1 uro na 5 minut. S tem omogočite, da je dejansko oksidna spojina prodre skozi kožo do virusa in ga uniči. In potem vidite tudi, da se on sicer čutite pritisk 1 urco, 2, da to narašča, ne poči, koža ne razpoči in ne rosi, potem se začne odmikati in zgine tako, da ga nimate, se pravi, sploh ni poškodovane kože. Podobno, kot je herpes simplex, je tudi zoster, se pravi na površini kože, isto tam se pa priporoča sprej. Se pravi, vi za sprejem pošprejate površino, da se ne dotikate, ker je herpes zoster boleča in tudi gre za virus. Se pravi, ga samo sprejate 2 do 3krat na dan in pustite, da se posuši in ga ravno tako lepo zavre. Torej, vse te vprašanja, veliko ljudi ima težave, lahko več poprašate na številke 08 11 74, glede na to, da so v bistvu, glede na število klicev, potrebujete tudi več ljudi na linijah, ampak dejstvo pa je, da vsi tisti, ki bodo naročili izdelke, torej te, o katerih so danes govorili, bodo dobili tudi vaš strokovni posvet. Glede na to, da ni enako, samo kupiti, potem pa ne znati uporabljati in to imeti doma. Ne, jaz mislim, da tu kar precej stvari, ki jih morajo vedeti tudi še zdraven, od negovanja kože same, ker ljudje uporabljajo razne izdelke in je treba eno zlato črto mejo. Hvala lepa, gospa Dominika. Veliko smo izvedeli, torej vemo, kako je samim kisikom, staranjem kože in magistra farmacije je sodelovala tudi z ostalimi strokovnjaki. Delali so več kot 3 leta v laboratoriju, kot je razložila, spravili v bistvu aktivne kisikove spojine tudi v posebno embalažo, tako da več poprašajte na številki, ki smo jo ves čas omenjali, 08 11 74. Sicer pa kar se tiče kluba Prima, gospa je našla pač prodajne poti za to, da doseže čim večje število vas. Klub Prima pa v bistvu združuje strokovne nasvete, tudi zanimive in pa poučne teme in aktualne vsebine, tudi ekskluzivne ponudbe in ena izmed ta je, da lahko v bistvu ob nakupu prejmete brezplačno svetovanje moje gostje, magistre farmacije Dominike Tompa-Majcen in pa seveda brezplačno dobite tole dostavljeno na dom. Upam, da vam je bila oddaja poučna, da smo vam dali tudi nekaj zraven, torej darilo, 2 darili, sicer pa je zdaj čas za našo Teodoro, ki vas bo tudi poučila, da je zdaj primeren čas za zaslužek. Kako, Teodora?